Ja, glejte, vsekakor je bil Trubar verski delavec, bil je reformator, bil je ustanovitelj prve, tako povem, slovenske cerkve, njeni prvi superintendent. Verjetno njegova vloga kot teologa, kot duhovnika, kot superintendenta te slovenske cerkve še ni dovoljšni meri raziskana in ta vidik bo prav potrebno še bolj izpostaviti in ga tudi bolj raziskati, ker brez tega, da bi Trubar bil tudi duhovnik, da bi bil teolog, ne bi bilo slovenske cerkve in prav gotovo tudi njegovega knjižnega dela, posledično vsega ostalega dela, če se ne bi oprl tudi na verskost, verjetno ne bi bilo. Ker pa je reformacija bila tako versko gibanje, kot v nekem smislu tudi politično in socialno gibanje, je v tej simbiozi seveda Trubar zaradi svojega neverjetno velikega genija lahko je uspel in povezal verskost, kulturo in potem seveda tudi vse ostale vidike družbenega življenja.